Gospa Cotmanova, ministrica za delo, družino in socialne zadeve, je zopet poskrbela za eklatanten škandal. Nova Slovenija, farška stranka, je dejansko dosegla tisto, kar je nedopovedljivo. Namreč ministrica je podpisala s sosednjo Hrvaško sporazum, po katerem bo morala Slovenija urediti grobišča na približno 80 pozicijah, kjer so bili po drugi svetovni vojni pobiti ustaši, zraven pa tudi četniki, domobrani, pa Ljotićevci, pa Nedićevci, pa Kozaki in ne vem kdo še vse. In sicer zaradi tega, da bi pietetno ohranili spomin na zločinske, ustaške zločince iz druge svetovne vojne. Gre za cirka 80 pozicij, za katere hočejo Hrvatje, da za njih skrbi Republika Slovenija. Na Hrvaškem naj bi bile samo 3 pozicije, kjer so bili pobiti Slovenci, in sicer Kampor na Rabu, v Jasenovcu in pa v Bedenici. Skratka, to bi Hrvatje zamenjali za to, da bi mi slavili njihove pobite ustaške zločince. Kaj takega ni mogoče? Že to, da so šli zdaj ustaški, te, bi rekel, nekako potomci oziroma tisti, ki vzdržujejo ustaško politiko na nivoju državne politike, so šli pred kratkim na Koroško, kjer so na slovenskem Koroškem, čeprav je to na avstrijski strani, vihteli ustaške zastave in zopet obujali nacifašistične simbole in pa spomine. In takim ljudem bo morala Slovenija delati spomenike znotraj Slovenije, ki je bila proti fašizmu in proti nacizmu in je bila tudi na zmagovalni strani, medtem ko je bila nezavisna država Hrvaška od prvega do zadnjega dne na strani Hitlerjeve koalicije, kar pomeni, da je delovala s Hitlerjem ves čas. Res je, da je bilo na slovenskih tleh pobitih med 15.000 in 17.000 ustaši in podobnimi zločinci. Vendar, to so pobijali Hrvatje, ne Slovenci. In zato bi bilo edino potrebno zbrati njihove ostanke, jih naložiti v primerne posode in odpeljati na Hrvaško, naj jih tam pokopljajo in naj tam naredijo spomenike. Skratka, slovenska država bi pa morala hrvaški državi zaračunati za vse to delo, za iskanje, za izkopavanje in podobne zadeve. Tako se dela državna politika. Ne pa, da se sosednji Hrvaški leze v rit na vsakem koraku in preko te Hrvaške tudi Vatikanu. Konec koncev, v tem primeru gre za sprego Vatikana in Hrvaške, oboji pa so bili v drugi svetovni vojni na strani nacifašizma.